Hvala lepa, doktorant. Torej, jaz bi začel z slovensko zunanjo in obrambno politiko, pa ne v letošnjem letu, ne tudi ne v letu 2-3 nazaj, ampak pravzaprav kar dobrih 6 let nazaj, torej v letu 2008 oziroma mandatu leta 2004-2008. Torej, takratna slovenska zunanja politika je izvajala in bila zavezana evroatlantskim povezavam in te obveze in te zaveze tudi v polnosti izpolnjevala. Ena najpomembnejših stvari tega mandata je bil NATO vrh leta 2008 v Bukarešti, torej v takratni že članici zveze NATO, ki je moral odgovoriti na dve ključni vprašanji. Prva je bila povabilo novim dvem članicam, de facto pravzaprav že vključitev teh dveh, torej Hrvaške in pa Albanije, in pa odgovor na to, ali se Ukrajina pridruži tako imenovanemu Action Membership Plan, torej planu, ki nekako zagotavlja dolgoročno članstvo v zvezi NATO, ki seveda bi za Ukrajino de facto pomenilo to, da bi lahko govorili o tem, da ima zavarovane ne samo svoje zahodne meje, ampak tudi svoje vzhodne meje. Na veliko žalost tudi takratne slovenske politike, ki je stala na stališču, da je ta predlog, to povabilo Ukrajini potrebno dati, so se večje države, torej posebej tu potrebno omeniti Nemčijo, ki jo bom kasneje omenil še enkrat, odločile, da popustijo pritisku gospoda Putina, takratnega šefa Rusije, ki je že leta 2008 povedal, da bi to povabilo za Ukrajino de facto pomenilo strateško povsem drugačno usmeritev tudi Rusije in to, kar danes Rusija govori o spremembi njihove obrambne strategije, je pravzaprav to, o čemer je gospod Putin govoril že leta 2008. Torej, velike evropske sile so se odločile, da tudi ameriška so se odločile, da Ukrajina tega povabila ne dobi in to je pravzaprav bil prvi velik uspeh gospoda Putina oziroma njegovih ambicij, ki se danes kažejo v neposredni vojaški agresiji na Ukrajino. Na žalost je kurs slovenske politike posebej v času zadnje aktualne vlade, torej vlade, ki jo vodi gospa Alenka Bratušek, zunanji minister gospod Karl Erjavec in pa seveda tudi obrambni minister gospod Roman Jakič, v tem pogledu v dobrem letu in pol popolnoma zatavala, če uporabim milo besedo. Vsi se lahko spomnite, da smo v tem letu in pol pravzaprav naše podpisane vrednostno doživete in še katere druge zaveze, torej zaveze evroatlantskih usmeritev, zamenjali z tako imenovanimi proruskimi stališči. Vi ste lahko videli, da smo v letu 2013-2014 bili deležni več obiskov ruskega zunanjega ministra, kot pa katerekoliko drugega zunanjega ministra zveze NATO ali pa Evropske unije. Lahko pogledate preglednico obiskov naših ministrov, ki so več potovali v Rusijo, kodar kamorkoli drugam. In ravno to je tisto, za kar smo v Zboru za republiko prepričani, da kredibilnost naše države na evropskem parketu izrazito znižuje. Ena ključnih stvari, ki je pravzaprav de facto popolnoma deplasirala našo zunanjo politiko, pa je seveda izjava gospoda Erjavca, ki je kot član države Evropske unije, član države Zveze NATO povedal, da bi bil pripravljen biti mediator med EU in Rusijo. Torej izjava, ki kaže na popolnoma nepoznavanje evropske obrambne, pa ne samo obrambne, tudi zunanje politike, predvsem pa kaže na dejstvo, da očitno zunanji minister niti tega ne ve, da je pravzaprav član teh organizacij in da sam član ne more biti mediator med nekom, ki je član in neko drugo strani. Danes smo pravzaprav soočeni ali pa lahko govorimo o dejstvu, da v Ukrajini pravzaprav vojna že poteka. Več kot 2000 žrtev je v tem trenutku, po zadnjih informacijah celo več kot 3000. Gre za klasičen udor agresorske ruske armade na ozemlje Ukrajine, torej na ozemlje druge države, ki je, kot je že povedal doktorant, ravno ta država, torej Rusija, garantirala ozemeljsko celovitost z tem, ko je Ukrajina pristala na se je odrekla pravzaprav jedrskim konicam, jedrski sili
In pravzaprav je nesprejemljivo, da kompletna ali pa bi rekel večji del Evrope že ob zasedbi Krima ni reagiral bistveno drugače. Torej, pred nami je vrh NATO, ki bo potekal ta teden v Walesu. Jaz mislim, da je prav, da kot Zbor za republiko damo jasen signal slovenski politiki. O tem, da je potrebna razprava v sami Ukrajini, sta govorila moja predgovornika. Jaz bi pa zaključil s tem, da je slovenski politiki, torej Zbor za republiko, pošilja jasen signal slovenski politiki, vsem trem akterjem tega vrha, tam bosta gospa Bratušek, gospod Erjavec in pa gospod Jakič. In ta poziv, ta apel je, da je Slovenija članica Evropske unije, članica NATO in naj temu primerno usmerijo in vodijo našo zunanjo, našo obrambno in pa seveda tudi zunanjo in obrambno politiko celotne Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa.